Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v današnji oddaji Moja družina. Danes je z nami poseben gost Martin Strel. Martin, znani ste kot ultramaratonec. Zanima me, a ste kdaj prešteli prvič, koliko kilometrov ste naredili, pa koliko zamahov z rokami ste že obrnili v vašem življenju? Tretjič grem že okoli sveta, plan 60 zaveslal na minuto, potem pa se to lahko računa. Hvala lepa, vabljeni, da se ogledate najino oddajo Moja družina z Martinom Strelom. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v današnji oddaji Moja družina, kjer bomo pokukali v navdihujoče življenje izjemnega posameznika, ki je za svojo neomajano voljo in neprekosljivimi dosežki premikal meje človeških zmožnosti. Naš današnji gost je Martin Strel, profesionalni maratonski plavalec, ki ga svet pozna kot človeka reko. In njegova zgodba ni le zgodba o športnih uspehih, temveč tudi o vztrajnosti, pogumu in neustrašnemu raziskovanju meja mogočega. Martin, lepo pozdravljen, dobrodošel v studiu. Pozdrav. Martin Strel je rojen leta 1954 v Mokronogu in je svojo plavalno kariero začel v mladosti, kasneje pa se je specializiral za maratonsko plavanje na dolgih progah. Njegovi dosežki so osupljivi. Preplaval je nekatere največje in najnevarnejše reke na svetu, vključno z Donavo, Mississippijem, Jangtze in Amazonko. Prav podvig na Amazonki leta 2007, kjer je v 66 dneh preplaval kar 5268 kilometrov, ga je postavil v svetovni vrh maratonskega plavanja. Pri tem se je soočal z ekstremnimi temperaturami, razmerami, od plenilskih hrib do smrtonosnih tokov in bolezni, a njegova neomajana volja je vedno zmagala. Poleg športnih dosežkov je Martin tudi predan ambasador ozaveščanja o varovanju voda in narave. S svojimi plavalnimi podvigi opozarja na pomen čistega okolja in trajnostnega odnosa do narave. Njegovo življenjsko poslanstvo pa ni le preplavati razdalje, temveč tudi spodbujati ljudi po svetu, da presežejo svoje omejitve in sanjajo na veliko. Kljub 70 letom Martin ne kaže znakov upočasnitve, po njegovih besedah se počuti, kot da bi bil star 30 let in še naprej načrtuje izjemne podvige. Vključno z drzno zamislijo, da bi preplaval svet. Njegova neizmerna energija, humor in optimizem navdihuje vse, ki ga srečajo. Pridružite se nam in spoznajte zgodbo človeka, ki je dokazal, da je za močno voljo in neomajnim pogumom mogoče preseči vse ovire. Martin Strel je veliko več kot plavalec, je vizionar, navdih in človek, ki živi svoje sanje z odprtim srcem in nas vse uči, da je prav vsak izmed nas sposoben premikati svoje meje. Hvala, da ste z nami v oddaji Moja družina. Pripravljeni smo na začetek nove zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Martin, še enkrat lep pozdrav. Res že uvodnik je navdihujoč, ampak dajte nam prosim povedati, iz kakšne družine pa izhajate? No, jaz doma sem iz Mokronoga, čistokrvni Dolenjec, se reče, rojen med trtami, brajdami, dolini Šmarnice, šnopsa se reče po domače, drugega včasih ni bilo, teh domačih pijač, vina, ogromno hlapcev, no tudi naša domačija ni zaostajala. Mi smo imeli skupaj z staro mamo in teto 111 hektarjev zemlje, rekli so Špančkova domačija po domače, pri nas se ne pogovarjamo, noben ne kliče Strel, Špančki rečejo, ne. Tudi sosedje so, tu vsak ima nekaj imena. Jaz, ko sem šel po Ljubljano, ko sem iskal po imeniku naslov, nisem benga najdel, ker so se vsi drugače pisali. Sem doma mami govoril, kje pa je ta? Ja, prav, da se pa čisto drugače piše. In tako sem jaz rastel v teh krajih gor,
na teh živajski svet, konji, kravi, prašiče, zajci, kure, race, psi. Sej smo imeli vse doma, kar mačko ogromno, 3 pse. In en je bil nemški ovčar, en je bil brak, fox terrier, potem brak jazbečer, pa istrski gonič, oče je imel to za jago, neki bil lovec. In to so bili psi, ki so bili res taki vrhunski, vsak dan smo se pogovarjali z njimi, to so vse razumeli. Si mu dal tle noter, takole za vrat, pismo, sem rekel, nesi gor, uče je to v zedenco, pa je šel čez hoste gor, je bil nazaj že z drugim, to je bila pošta, tako ko bi danes telefoniral. Zanimivo, kako to pes razume, nekaj neverjetnega. Sprav ste imeli velik stik z naravo, ne? Ja, to je bilo, mislim, mi smo imeli tudi 16 hlapcev, 16 hiš. Naša hiša je bila kot restauracija, vedno se je kuhalo v velikih peskrih, divjačina, domače stvari, juhe, zelenjave, hlebci kruha, velike mize, tam so bili šnopci, bil vedno na mizi, potem so bili šmarnica, kot so rekli, petjot po domače, ljudje ne vedo, kaj je to petjot, tako. To se reče pijača za hlapce, ampak v redu to je ena vrsta vina. Ker cepljenka, tisto, kar je bilo, saj cepljenke ni bilo, ampak boljše sorte so bile za domače. Mi smo na telo za belo in 2 vrste šmarnice. In tako vsak je prišel k nam, bil dobrodošel. Noben ni vprašal, če lahko vzame. Tam so bile take lončene posode, velike šefle, kot kahla, po domače povedano. Si zajel, vrgel not, odrezal kos kruha, popil malo šnopsa, vina, pa si šel naprej. Nismo nič vprašali, če kdo je, kje, kaj, kako. Vsak je pa pije, pri nas je bil vsak dobrodošel. In tako sem jaz rastel gor v bistvu v tem živajskem svetu, tudi v hostu, nek smo hodili. Imate kakšnega brata, sestro? Imam brata, ja, starejšega, 16 mesecev, pa sestra je pa 3 leta mlajša. Aha, lepo. Koliko pa je bilo v bistvu v vaši družini pomen izobrazbe? Ja, tako, ne. Zdaj moja stara mama, pa mož, oziroma star oče, pa sestra, to so bili vsi advokati, bolj pa so na Dunaju študirali, violene igrali, klavir, ženske so pele, kuhno so študirali, so bili zelo izobraženi ljudje. Moja mama se je rodila, je bilo v času vojne, je rasla gor, ne. Vsi so bili v partizanih, drugi časi, ona ni mogla v šolo hoditi. Zelo bistra dama, sam ni hodila v šole, pa so bili otroci majhni, smo bili mi, je doma bila, je delala, ogromna kmetija. Oče je hodil v šole, je šel v Ljubljano, pa tudi ne bi hodil dolgo v šolo, ne. Sestra je naredila doktorat celo, ona je bila učiteljica kemije, biologije, pa je obdela doštudirala. Brat je tako bolj, on zelo inteligenten fant, ampak ni hodil rad imel šole. On je bolj, tudi ko smo delali, je že gledal, da je lopato zlomil, da ne bilo treba delati. Je mama včasih kakšen korabač mu sekala, je rekla, bolj, da te ne vidim. Jaz sem pa rad zmeraj z mamo delal, sem šel na stajnik, peril, tako prav z njo, vrtove sem pomagal. Sem tak ubogljiv, priden, ne, en čas, potem sem se pa tudi jaz poslabšal, ne. Tako da. Katere vrednote bi pa rekli, da ste iz družine povzeli ali pa? Ja, jaz, če bi tako danes ocenjeval svoje življenje nazaj, moja mama ne zna plavati. Sej, kje se bo pa, ona je gor z debenca doma, malega debenca, gor ni bilo nobene vode, štirna, pa kadar je bil fejst, da so bile kakšne luže, so se noč sedeli, nama topla voda. Jezera pa ne. Ni bilo, ne, nikoli se ni naučila plavati. Je izjemno taka trdna, vzdržljiva ženska. Jaz po očetu sigurno nisem pobral te gene, ker če bi jih po očetu, jaz ne bi nikoli plaval. On je šel rad na jago, pa potem se je na koncu kakšnih zednocah ustavil, pa so se fajn napili. To je bilo tako, tista navada, ne. Lekov je mogel biti vedno v zednici nekje, ne. In mama je pa doma delala, zelo vztrajna, taka pridna. Jaz takrat to nisem razumel, danes razumem. Brat je imel bolj 2 leve roke kot desne, on je bežal od dela,
Sestra pa tudi zelo vztrajna, tako pridna, recimo, sestra je šla malo drugo pot, ampak sva zelo blizu ostala s sestro, ne. Veliko bolj kot z bratom, ker jaz z bratom nisem rastel gor, ker ga je od stare mame sestra vzela v vilu, ki je bil star leto dni. In seveda medva nisva skupaj rasla gor. In on, kadar je prišel k nam domov, medva sva vsi bila tujca. Prvo je kar bilo, sva se stepla zmeraj. Takoj sva se stepla, ne. Sprav ste bili že vahen otrok. Ja, jaz sem uzbejan kot zob, ne, pa ga pa dolg ni bilo, ne. On je meni pa prste tlele po rajso z neko mašino. Je bil zelo, pa je pa ušel, ne, oče tekel za njim, pa ga ni ujel. Kakšne kazni ste pa imeli, če ste kaj ušpičali? Ja, tako, ne, takrat je bilo, pač takrat se je teplo na kmetih, ne. Če si kaj ušpičal, so te lovili, če so te dobili, si izgažilo fasal, štreki ali pa s ketnami, ne, pri nas je bilo vse tri, ko oče imel za pse obešeno žgažlo, ketno pa štrek, ne. In ko sem jaz tudi lumparije delal v šoli, sem prišel domov in vse tri stvari so čakali. Lejte, huda je lumparija. Zdaj štrek se niti ni toliko poznal, pa gažlo, ampak ketne so se mi pa poznali po telesu, ne. Me je zadev, sem pa tja, ne. Čeprav sem všel velikrat. Drugače tudi v cerkvi smo hodili v Hverovku, smo mogli jeti iz šole, po šoli smo mogli v Hverovku jeti in smo nagajali, smo ženske ščepali, pa smo jim listke lemali na hlače, tako, ne, si pljevno, pa jih nosila listke, že kaj pisali gor. V šoli smo šponce ščepali, pa tako. In v šoli, pač takrat se je teplo, ne. Ko si bil, so ti ušesa navili, ali pa če gumi, če si ga imel v ustih, so ti ga lase zamešali, ker ko tisti, ki je imel postrežene lase, smo vedeli, da so ga, da so delali smeči gumi not, ne. To so bile take, neke čudne zgodbe, ki jih danes sploh ni več tega, ne. Ker drugi časi so bili, tako da nam res ni bilo dolgčas v tistih časih. No, glede na to, da čas preganja, predlagam, da narediva kratko pavzo in po pavzi še par takih zanimivih stvari. Drage gledalke, dragi gledalci, z Martinom Strelom se vrneva za par trenutkov. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Današnji gost Martin Strel. Martin, ste se v družini pogovarjali kaj o denarju? Nekaj dost, ker denarja ni bilo. Čeprav jaz sem začel karte igrati po gostilnah in sem bil napram drugim vrstnikom kar dober, uspešen se reče. Potem sem začel plesti mreže za ljubljansko Totro, take mreže, ko ga še trgovino, ne, ročke smo naredili in se štrejkali, ko bi nogavice pletel. To sem se naučil od starejših žensk, sem hodil, kaj so me naučili, pa sem pa tekmoval z njim. Rekord je bil tam nekje 20 mrež na dan. In za eno mrežo si dobil takrat tistih 100 dinarjev, tisti rdeč na konju, ne? Ja, takole je bil, ja. In no, jaz sem uspel to 20 narediti, tako da na zadnje pravzaprav se je kar nekaj denarja nabral. Jaz sem toliko denarja imel, da sem si kupil bicikl drkalen. To je bil že, ko takrat kupil to, ne. Pa sem si kupil uro, rusko start, oče ni imel in ni bolj, če posodem uro, ne. Če jaz ne mu posodem, ne. Vse noč je to poslal, ne. Posodil uro. Potem sem si kupil kavbojke, ker jaz nisem imel pasaporta, da bi šel v Trst. Ampak so šli fanti starejši in sem dal denar in so mi prinesli kavbojk super rifle. In to si bil pa gospod velik, super rifle takrat. Kje je bilo pa denar, da si kupil super rifle, jaz jih imel. Potem so mi prinesli kitajske copate, ker mi smo bili boseji, poletni, pozemsko skozi, no. Edino za smučati sem imel neke čevlje take, boh ve iz katerega roda, ki so bili toliko trdi, da sem jih skladbo mogel malo namazati, da je odnehal, da sem sploh zmehčali, da so se majčkeno zmehčali, ne. Sprav lahko rečete, da pri katerih letih ste potem zaslužili prvi? 10 let, 11 let sem bil star, sem že denar delal. Tako da oče je bil kar ljubosumen. Me je vzel v Ljubljano, sem začel v 6. razred hoditi, če bi šel z njim v Ljubljano, ker sem hotel smuče kupiti. Ker meni so smuče delali na Dobu, v Restih, ker on je v Restih delal. Restanti so me naredili Smrekove ali pa Jesenove. In jaz sem bil dober v smučanju.
In tudi, no, pa sem pa že bil tako star, da sem že 12 let star, da bi šel v Ljubljano smučke lanove kupiti in čevlje, vse skupaj veze. Je pa rekel, pojmo pa prej gremo v lovca, malo patrone, pa puške pogled, pa daljnoglede. No, pa je vzel lik patronov, pa je vzel daljnogled, pa portfelj, ki je sam delal doma tudi patrone, ne delal sam, municijo. Prav, daj kar ti plači, seste bom že dal denar doma, ne, pa nazaj. Saj mi ni nikoli denarja vrnil. Ampak, jaz sem se to vse zapomnil. Jaz sem pa toliko denarja, jaz sem to vedel, kaj približno, ko bo to šlo. Ampak toliko denarja sem imel, da sem smučke pa kupil, pa čevlje vse zase. Sem imel za smučati. In kasneje, ko sem jaz že začel plavati, po svetu hoditi, jaz sem imel tle take žepe in sem poln denarja not. In sem, ko prišel domov, vedno odprto. Marke, dolarje, lire, šelinge, vse sorte ta denar svetovni. In ko smo sedeli spod v kevdru, ne, mama mi je vedno za jaz prinesla. Preko sem šel, sem že potegnil cel pol denarja ven, ne, on je rad vedel denar, ne, pa sem takole vzel marke, pa sem na mami dal. Njemu nikoli. Jaz sem tako malo brade, recimo, pa sem pa šel, sem mami rekel, kaj je rekel? Je rekel, te si hodeč ko smat, tudi denarja mi ne da. Pa je rekla mama, saj si sam kriv, tako si ga učil. Ko ti denar posobil, pa mu nisem nikoli vrnil. In nikoli mu nisem denar, in vedno sem tako naredil, da je videl, ko mami dam, njemu pa nikoli nisem. Tako sem jaz njega kaznoval. Zgled v bistvu, ne. Kako oziroma kakšen pomen pa ima za vas formalna izobrazba oziroma vas formalna izobrazba dovolj nauči za življenje? Tako je, ne. Izobrazba, recimo, včasih je bilo na vasi drugače. Je bilo meni izobraženje kot pa v mestu, ne. Ker kaj pa češ v mestu delati? Ljudje so tle živeli, šolo hodili, srednjo, univerzo, vse drugega nisem imel delati, ki študirati, ne. Na kmetih je bilo drugače, kot kdo zdela. Tam je bilo vprašanje, tam je bilo čim prej do kruha pridi, so rekli, ne. Si šel na kakšno poklicno šolo, ki so rekli, ta je šla pa v gimnazijo, kaj bo ta študirala nekaj, ne. Šel nekaj naprej, eni za doktorje, to ne bo nikoli nobenega denarja, to ne bo zguba cajta. Pej delati tam, ne vem, nekaj, da boš to, ne. Pa vojakom čim prej, da boš kaj zaslužil, pa tako. To je bila tam kmečka fora, tako, ne. Zdaj tako, ne, če si sposoben, recimo, ne vem, narediti neko poklicno šolo, se učiti z mesarja, mehanika, tešerja, to so dobro, zelo donosni posli, sploh danes, recimo. Vedno bolj, ne? Vedno bolj, ne, in tešler zasluži več kot pa doktor, mehanik več kot doktor, električar več kot doktor. Pa več manj odgovornosti ima, ne? Manj, odgovornosti je nobena, če ti to pepo zeda ven vrže, se noben ne odgovarja za tisto. Sosed zapre vodo, pa konc, pa je, recimo, ne. Ampak tako, ne, če se malo šali to, jaz sem vedno svoje otroke teral, da so študirali jezike, da so študirali zgodovino, zemljepis, matematiko, tehke stvari, ki jih rabiš, veliko športa. Jaz sem bil edini, ko sem v šolo hodil z otroci, so se mogli preobleči, brisače vzeti, spodnje hlačke, nogavice. Po vsaki telovadbi, to noben ni delal, pa so otroci doma govorili, pa so še drugi začeli. Kako bo otrok ves prešvecen, sedel tam v razredu, jaz sem sam po sebi to vedel. Sem treniral, sem se vedno preoblekel, zaumil, sveže cunje gor. In šola je pomembna. Jaz recimo na šolo veliko dam in vsakemu svetujem, pojdi v šolo, naučil se boš, ne glede na tvojo inteligenco in sposobnosti. Kajti vemo, da danes v svetu veliki tili milijarderji, bogataši, uspešneži, glih niso naredili nekih šol. Formalnih, ne? Niso naredili, pa ne zato, da ne bi hoteli, ampak so bili že drugi časi. So bili pa radovedni v kakšni drugi smeri, ne? Ja, danes te isti, recimo, ki so uspešni, naredijo šole, ne, ker v šola, karkoli, nekaj ti da šola. Vse potem življenje te pelje svoje, tako da šola zame je zelo velika stvar. Kako pa se je začela vaša pot maratonskega plavanja? Rekli ste, mama ne zna plavati, ne? Pač tako, ne, na kmetih smo tam, mama je cunje prala, ne. Sem pa zraven ribe lovil, pa rake, pa kače preganjal, pa tako, pa žabe, pa polže nabiral, ne.
V Krki, ne? Ne, tam v Mokronogu, tistih, Mokronog. tam so tako sami bajerji, pa sama voda. Mokronog na vodi leži, ne. Okej. Nasen fous se reče, ne, mokre noge, tudi grb. Aha, ja, Mokronog se imenuje nasen fous po nemško, ne. In Mokronog, ja. Mokronog, wet foot, mokre noga. Tako je bilo. In recimo jaz sem imel v glavi vedno plavati iz brega na breg. Iz brega na breg. Čeprav sem bil zelo hiter, jaz sem zelo hitro plaval, ko so me testirali tukaj na Strojni univerzi, profesor Valenčič, pa Đoko, pa Merle Noti, pa Šemonič so bili zraven, doktoriral tudi, so rekli, sem šprinter. So lahko, da sem, ker ko sem začel trenirati, sem zelo hitro napredoval. Iz 32 sem prišel na 24, na 50 metrov, ne. Na 100 metrov sem bil pod minuto, prav hitro, ne. In tam je bilo malo plavalcev, ki so tako hitro plavali. Ampak to ni bila moja želja, da bi nekaj bil olimpijski prvak, ki ni nobenega denarja. Meni je tudi Hrvat Rogošić rekel tako, ne, ako nisi ništa zaradio, nisi ništa odplival za mene. On je mene vedno učil, da moram dobiti denar, pa nekaj odplavati za to. Če dobro plavam, mora biti dobro plačilo. In sem se tega tudi držal. In tako sem v bistvu postal polprofesionalec in prišel kot prvo uradna tekma, bila največja tekma na svetu v skupini profesionalcev, 24 najboljših plavalcev na svetu je plavalo. To je tekma Capri Napoli dol, 33 km. In jaz sem to preplaval kar solidno in takrat Rogošić rekel, ja, Martin, sad te znajo, ne trebaš me više. Kar je bilo res, ne. Jaz nisem takrat razumel angleško veliko, ampak ko sem srečal Johna Kanselmana, tega slovitega trenerja od Marka Špica, ki je nekaj let prej v Münchnu 7 zlatih osvojil, 7 svetovnih rekordov naredil, ne. Zame ikona Marka Špic, ne. Jaz sem sanjal, ne, pa tudi Marka Špica sem potem osebno spoznal, se srečal z njegovo ženo, ta drugo s sinom Justinom, ki je zanimivo klavir igral ta mali, 10 let je bil star takrat, ne. In vse to, kar sem sanjal, se mi je začelo Uresničiti. kar prihajalo, kar tako. Samo od sebe, ne? Kar samo od sebe nekje, ne, tako da recimo, ko ti v življenju nekaj namenjeno, se ti bo zgodilo to. S to mislijo zaključva ta del, drugi. Dragi gledalke, dragi gledalci, z Martinom Strelom se vrneva nazaj čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Z nami je še vedno izjemen gost, Martin Strel. Martin, vedno me je zanimalo, ste kdaj šteli oziroma prešteli, koliko kilometrov ste preplavali? No, štev nisem, začenjam tretjo pot okoli sveta. Tretja pot, to je pol malo več kot iz brega na breg. Ja, to je že gar, ne. Se čudno sliši, ne, tudi recimo pri vožnji z avtomobilom, ne, gremo v 4. milijon zdaj. Že to štejem zdaj kilometrov v milijonih, brez da bi bili kakšne hude nesreče, čeprav sem imel probleme, tudi tam na cesti bi lahko počel, pa ni, no. Zdaj grem tretjič počasi začenjam pot okoli sveta. Okrog sveta je koliko, 65 tisoč? Ne, 42 tisoč kilometrov. 42 tisoč, se pravi preko 80 tisoč kilometrov ste preplavali. No, jaz sem delal kilometražo, kljub vsem ostalim treningom sem jih imel preko 2000 kilometrov na leto, tam do 2400 sem jaz delal. Bratje Majcen so šli preko tega, tudi tam nekje 2800 so naredili. Oni so malo več plavali, čeprav Kieran Perkins, zelo sloviti Avstralec, s katerim sem bil kar 6 tednov, vsak dan so se lepo pogovarjali o treningih, je rekel, Martin, kdor plava na treningu več kot 6 kilometrov, ta nima pojma o plavanju. Jaz sem se strinjal z njim, tudi jaz nisem plaval več, tam 5,5 do 6 sem delal, sem pa vsake tudi par tednov odplaval, tudi po 15. Pogovarjal sem se tudi Jan Torpom, nekaj treniral ta Rus turecki. On je malo več šel, ampak brez potrebe, ne, recimo Kieran Perkins, on je plaval prav 5 do 6 km na trening delal, 10 do 12 km dnevno. Temu se res reče vztrajnost, ne? Ja, brati Petrič so bili recimo tudi na 20 km, kar je mnogo preveč in Borut in Darjan sovraži ta vodo danes.
Noben ne gre v vodo, če grejo na morje, vem, da ne grejo. Kaj pa premišljujete ves ta čas, ker to tudi časovno je veliko časa. Kaj razmišljate, ali meditirate? Jaz sem imel psihološke probleme, včasih strahotne. Kako zdržati, recimo, pa niti pa sem plaval 4-5 ur, ali to se je vleklo. Bože moj, 1 ura plavanja. Pa kdaj bo to menilo? Pa ne, da so utrujen, ne, v bistvu. Ja, pa jaz sem rekel, tole odplavam, preden domov še več v vodo. Doma sem sedel v topli vodi in bom pil šampanjec, pa jagode jedel. To sem se vražil, sem štev za veslaje. Do 25, pa do 100 sem prišel, pa spet nazaj, pa tako, pa malo pozabiš. No, to mi je bila ena šola, ena izkušnja. Kasneje se je to začelo v meni spremenjati. Jaz sem začel se ukvarjati sam s sabo, s psiho, prišel sem toliko daleč, da sem v bistvu sam sebe hipnotiziral, samo s hipnoza. Nisem vedel, da to obstaja, zdaj pa to vem, da obstaja. Jaz sem šel glede psihologije zelo daleč, šel sem celo v Fairfield, v Iowa, se ukvarjal z tako imenovano Transcendental Meditation, se reče. Sem tudi tam preživel 7 tednov z njimi, s temi Indijci in Američani, in Scott me je imel. In vse to sem študiral, kako to gre, in potem sem začel v bistvu, ko plavam, jaz vrtem filme, kot bi gledal televizijo, nekaj takega. Se spustim, meditiram pod vodo noter, ker te zaveslaje, tele sem tako avtomatiziral, da praktično lahko spem in plavam, že toliko sem tako daleč prišel. Ampak vseeno, če je fejs mrzla voda, te zebe, ko psa po domače povedano, je pa ta hipnoza bolj slaba pri meni. Pa da vse v kakšno ladjo zabil? Vse oni, ki me spremljajo, vidijo, kako se jaz obnašam, me morajo poznati. Ker jaz povem, ko me začel tako jeti, ne me rukati, zvesti pa drezati v rebra, samo spremljam me, ker to se ne bo trajalo 1 uro. To traja par minut, samo ko jaz zamenjam to feeling, sem čist drug človek. Tako mineva, ker ko sem jaz plaval ta rekord 84 ur, recimo, to je, to je psihološka vojna sama seboj. To se tavče sam seboj, res. V vodi normalno jeste, pijete? Tu ja, vodo, jaz pripravim sistem kuhanja, kako bo. Imel sem tam ogromno ljudi, ki dela zame, vedno mi morajo pripraviti toplo, da bi kakšne sendviče. Eden me enkrat prinesel 6-7 sendvičev, tako da imam sendviče, da ne se heto, človek božji. Jaz imam rad juhe, take tople, reš tak, da gre čez bidon, pijem, tudi v bidonih mi pripravljajo razne džuse, tako, da je toplo. Ker veliko kalorij porabite, ne? Ja, seveda, jaz sem toliko čez 10.000 kalorij vsak dan in bil sem v minusu, skus v minusu. Zdaj sem v Sloveniji, se radim vsak dan. Čim prej, da grem v Ameriko, da se malo normaliziram. In to je, prehrana je, sploh pri mojih letih zdaj, eden važnih faktorjev, kaj se pije, kaj se je. Sploh to, kar jaz delam, pa še kar me čaka zdaj, kar v prihodnosti pripravljam, kako bom jaz funkcioniral. Sem že čez 77 plus zdaj in moram paziti, kako treniram. Jaz še vedno treniram več kot 10krat na teden in se moram regenerirati. Imam še druge športe za nami, kot telovadba, smuški tek in v hrebe s palcem hodim, tako da roke še držijo, v redu. Regeneracija še poteka nekje in moram zelo paziti, kaj jem. Ne glede, da imam kile, to ni vpliva, Zdaj, če moj rezervoar je skozi poln, Ampak to me ne moti, me niti ne moti. Važno je, da nisem pretanek. Še 2 vprašanje imam, ker se čas nama, bom rekel, približuje koncu. Večinoma je ljudem plavanje način sprostitve. Vi plavate, a imate kakšen drug način sprostitve še, da bi rekel, od plavanja, ne? Igram biljard. To rad delam, prej nisem igral biljarda, zdaj zadnjih nekaj let, že kar igram biljard. Sprostitev mi je velika, recimo tek na smučeh. To je res vrhunski šport, ki ga vsakemu priporočam. Najbolj zdrav šport na svetu, poleg plavanja. Tudi nordijsko hojo. Jaz se z nordijsko hojo ukvarjam in nimam nobene kalcinacije. Mene doktorji imajo v kliniko Amerik, mi se pregledajo vedno vsako leto to.
in lahko stegnem roko, potegnem do konca in dvignem še vedno to, ne, kot pred 30 leti. Imam še vedno lep zaveslaj, se reče, še vedno plavam 60 zaveslaj na minuto. In to je vse pomembno tako iz tega psihološkega vidika, a sem jaz, nekaj še reče, 70 let čak. Jaz veliko prijateljev že nimam pri teh letih, da bi kdo treniral, kako jaz, se ne vem, ga ne poznam. Koliko je vaša, bom rekel, želena, pričakovana življenjska doba? Ja, zdaj sem na pol, ne. Ker dr. Andrew Weil, ne, največji zdravnik na svetu, kot rečejo, prodal preko 170 milijonov knjig, sem ga tudi spoznal, me je priliko čas ga spoznati. In mi je pogledal tako malo, ne, pa je rekel, ti, ne vem, bliža se polovici, mi je rekel, ne, tam nekje, ne. In pravi, ti, če boš tako nadaljeval, boš tam 140 ali pa več šel, ne. Jaz pa pravim, če nam prej umrl, seveda ne. Ampak če gledam v tem, ne, imam prijatelje, tamle v Arizoni sem že večkrat govoril, ne, so čez 120 let stari, tamle recimo imam tle v Sloveniji, imam ene dva, gresta proti 100, imajo mlade punce doma tudi za družbo in funkcionirajo, so gibčni, no, tle v teh letih že prej, 50-60 že pomeni, kaj se pije, kaj se je, kako si mentalno aktiven, ker vemo, da danes Parkinsonova bolezen, demenca razbija, ne, vse tabuje te in Alzheimer. Treba je paziti na to, imam zdravnike, mogoče najboljše zdravnike so na svetu, glede demence, Alzheimerja, če bo kaj začelo trikrat pri meni, imajo že tablete, ki te lahko od tega pomakne naprej. Tako, ne, življenjska doba ljudi se stara, ne. Mogoče še zadnja misel, kako vzdrževati tak slog, tako kondicijo skozi celo življenje? Ja, tako, ne, slovenska parola je tako, ne, avto lep, hišo lepo, ne, med ženo, mogoče še ljubico zraven, ne, recimo, da to vse funkcionira, če se malo pohecam, in tako, da to laufa. Ljudje so zelo malo vlagali v zdravje. Ko si mlajši, te zadeve nekje grejo tako, potem pa leta prinesi svoje. In večina ljudi, ki krokajo, hodijo spat, žurajo do 6 zjutraj, tako kot moja hčerka, ko sem šel na trening, ona je prišla z veselice, ne, in tako naprej. Sem rekel, še žal te bo enkrat za te stvari. Ti moraš iti spat pred polnočjo, ob 11 zvečer, da bioritem ne kvariš, biti aktiven, imeti prekrvljene možgane, pljuča, s kisekom prepojen, da lepo zaspiš, ne da ljudje mi govorijo, spat ne more, pa tablete jemljajo, pa jaz nobenih tablet ne jemljem, pa spim dobro, pa živim dobro, pa se dobro počutim. Zato moraš nekaj narediti, moraš imeti eno dozo rekreacije, najdi si vsaj uro zase, igraj tenis, se sprehajaj, primi partnerico, žena, partnerja, koga za roke, pa jo pelj na sprehod, kakorkoli, imaš psa, nimaš psa, kakorkoli, ukvarjaj se s tem, pejdi k zdravniku, zdrav, ne bolan, pa jamra tam, ne, kdo te poslušal, ves krokan in ne vem kakšen pride tam, pojdi k zdravniku, zdrav, povej, kako si zdravnik, bo vesel obiska, pejdi si pregledati srce, ožilje, dermatologa običi to, v zdravje, vse ljudje že več vlagajo v zdravje. Jaz vidim, se pogovarjam, to te dodatki, nekaj jedol, recimo ljudje jedo, jeti dodatke, tega ni bilo včasih, kaj pa kupil, vse ni bilo, ne, in zato se tudi življenjska doba podaljšuje. Majhne stvari pomenijo pri človeku velike stvari in tako, ne, bistveno je pa ta gibalnost, da si prefiltriran, da imaš kisika do sebi in da si mentalno zrel. Moraš skozi neke projekte imeti v glavi, da meliš to. Možgane moraš mazati skozi. Prav to olje filter zameniš, možgane moraš pa lešenke jesti, pa orehe jesti, pa olje piti, pa ne tako olje, ko s cekenom mešijo, pa golfajo ljudi, ampak kupijo od ljudi olje, ki ti delajo pravo olje. Pij olje, ne samo solato, pij. Super. Martin, najlepša hvala, da smo imeli priložnost vas spoznati v malce drugačni luči. Mogoče potem misel za na koncu, namenite vsaj 1 uro na dan zase in tako boste lažje privesljali v srečno v bistvu starost. Dragi gledalci, drage gledalke, hvala, da ste bili z nami. Verjamem, da ste slišali od Martina Strela precej zanimivih in koristnih stvari, ki jih lahko ne nazadnje uporabite tudi v svojem življenju.